Drage gledalke, spoštovani gledalci, se bojo požarjati dobrodošli na spletnem portalu Info360 v današnji uri resnice. Z menoj sta naša stalna komentatorja Aljuš Pretinač in pa Peter Jančič. Da spet nam za 24 ur skupaj, ne, ker včeraj smo bila neki okrogli mizi, ne. Dolenjskem, tako. Ja, Dolenjske Toplice, oba sva srečno prišla domov, ne, tako da je to v redu. Današnja tema, današnja oddaja je pa dežela črnuharjev, ampak imam tukaj nekaj, bom rekel, več različnih vsebinskih točk, pa bi predlagal, da gremo tako izhodišče ime Črnuhar. Na ta zapis, ne, je Lena Grgurevič, poslanke Svobode, ki je pač zapisala, ne, Črnuhar se je dobro organiziral, se vsi to zdaj pač nekako poznamo, da ne bom zdaj tega še enkrat bral, ampak kar mi je bilo zanimivo, kasneje, ko se je začela malo braniti, pa je rekla, da je to njen politični komentar, da njen zapis ni bil rasističen, da ni hotela nikoga užaliti, ne, zlasti ne Markusa Tavareša, ne bivšega nogometaša Maribora, Trnopoltega, ampak da je šlo za politični komentar. Zdaj pa, malo daleč smo padli ne nizko, če so to politični komentarji, da jaz recimo te rečem Črnuhar ali pa te Dečka ali pa karkoli, ne. Ja, ne vem, zdaj ne vem, če je kdo mislil, da gre za rasizem tu pri tej pač, kar je Lena Grgurevič napisala. Mene je bolj presenetilo to, da je v bistvu pohvalila tam Janšo, ne, ker jaz sem razumel, da s Črnuharjem misli Janšo, ne. Ona mu je v bistvu rekla, da mu mora priznati, da se je dobro organiziral. To je nenavadno, ker ampak za tebe ni bilo sporno, da je mislila Janšo, ne? Mislim, če bi pisali Janša? Ja, ne, oziroma ni bilo sporno, da je mislila Janšo, kako, ne? Ne, jaz sem tako razumel, ja. Zdaj pač, ja. Lahko se na različne načine to pač razumem, ampak hotel sem reči, nisem navajen, da bi poslanci Svobode Janšo pohvalili, v čemkoli, ne. To je prva stvar. Drugo, je problem, ne, da na tak nivo pač komunicira neka vladna poslanka, ne. V Sloveniji moramo krepiti politično kulturo. Mislim, da je ta na precej nizki ravni in prvi, ki so za to odgovorni, so vladajoči politiki, ne. In zdaj namesto, da bi oni pač delali na tem, da krepijo politično kulturo, v bistvu vidimo, da jo znižujejo v javnem komuniciranju in celo grozijo še s tem, ne, da bojo zdaj odvrgli nek plašč tolerance in razumevanja, kar pomeni, da že do zdaj niso verjeli v toleranco in razumevanje, so se samo delali s tem plaščom, zato da bi dali tak vtis, ker so mislili, da se jim to politično obrestovalo. Zdaj očitno ta poraz na referendumu razumejo kot dokaz, da se jim to ne obrestuje in zdaj bojo ta plašč odvrgli, ne. Zdaj mi, ki smo tudi osebno tarče že te pač maščevalne politike in preganjanja Svobode v teh dobrih 3 letih na oblasti. Meni se zdi, da so plašči zdavnaj odrli. Ja, se zdaj sprašujemo, kaj še, koliko plaščev imajo oziroma kaj bo šele sedaj, ko bodo še ta plašč odvrgli, ne. Kaže pa na to, da se mi zdi ta njen tweet, no, da se je ta histerija, ta neka tesnoba, da se pač širi po vladnih vrstah in res nas čaka še marsikaj, očitno do marsikaj. Se to, Peter, to absolutno ne strinjam, da je izjava neproblematična, da se nanašala na Janšo, nič od tega ni res. Izjava je izrazito problematična, gre za diskriminatorno, rasistično izjavo, s katero je vladna poslanka skupino ljudi, ne Janše, ampak 2 stranki, ne, SDS kot oporodje NSI, potem pa kmete, obrtnike, zdravnike, pa zdravnike, ja, označila za črnuharje. To je za ljudi, ki so manj vredni, ki imajo manj pravic. In ne samo to, kar si tudi sam zdaj povedal, ne. Priznala je tudi, da so do zdaj menda za temi manj vrednimi ljudmi, ne, oni na oblasti, delali v rokavicah in da zdaj bojo pa odvrgli plašč in bojo, ne, potegnili gorjače, ne, in samo bojo udarili. Jaz nisem čisto procent, da je ona tako globoko pa precizno tole razmišlja, da je ona recimo, da je sposobna, da so njeni možgani sposobni procesirati, da ona pod besedo Črnuharja vzame vse te kategorije. Da imamo pravno gledano celo sodbo sodišča, ki opozarja na to, da moramo biti previdni pri taki govorici, ne. Ko je šlo za Janeza Janšo in tiste, ko je govoril o odsluženih prostitutkah Milana Kučana, je in novinarstvo in sodišče odločilo, da on ni govoril o tistem, kar v resnici govoril, pa vsi vemo, to se pravi o tej najstarejši obrti novinarstva, ne, da se dajajo nekim politikom, ampak da je dejansko mislil na konkretno seksualno prostitucijo in zato je bil obsojen. V tem primeru, ne, pa vsi vidimo, kako poslanka pravzaprav ni govorila grdo o teh ljudeh, ki jih poneževala, ne, ampak iščemo izgovore, da je pravzaprav govorila, kar je pozneje celo sama nadgradila o Janši, ki ga sploh ne omenja. Ni res, točno to je govorila. Moje gre tu za nesporazum, Peter. Zdaj jaz mislim, da beseda črnuhar, ki jo je ona uporabila v tem X-u, ne pomeni barve kože.
ampak ona s tem misli pač nekega politika, manj vrednega človeka. Politika, ki je desne provenience. Jaz mislim, da je mislil, samo ene govori. Ja, Peter, veš, ker recimo, ko meni kdo, ki se ne strinja s tem, kar jaz rečem ali pa napiše levuhar, ne, tudi ne misli s tem, da sem jaz levičar ali da tenis igram z levo roko, ne, ampak pač misli, da sem leve politične provenience. Ne. Se pravi, jaz sem hotel samo to reči, da jaz pod izrazom črnuhar mislim, da je mislila s tem izrazom Janeza Janšo. In ona je v bistvu tam napisala, da je SDS plus NSI, kako si ti rekel, pa OZS, pa KGZS, pa ne vem koga vse navedla, da so se, pa Cerko, da so se zorganizirali, da so lagali, da ne vem kaj, na čelu vsega tega ona vidi Janšo, ki ga je pač imenovala Črnuhar, zdaj zakaj mu je rekla Črnuhar, zakaj mu ni rekla Janša. To bi pač mogel njo vprašati. Jaz sem pač razumel tako, da je mislila njega in je pač rekla to, kar bomo plašč, da bomo odvrgli. Vsem, kar si ti povedal, se jaz načeloma strinjam. Samo v tem se razlikujeva, da jaz ne mislim, da je ona to mišla rasistično črnuhar, se pravi kot nek temnopolt, kot nek črnc, ne vem, nekdo, ki je po poreklu iz Afrike ali pa njegovi predniki, ampak je pač mislila svoje politične nasprotnike, kot jih ona percipira. Je pa res tako, kot ti praviš, da očitno so za njo politični nasprotniki. Cerkev, kmetijska zbornica, obrtna zbornica, zdravniki, se pravi čisto vsi, ki so ali pa niso v zvezi s tem zakonom imeli kaj za reči proti. Jaz imam s tem tudi težavo, da spregledamo pomembno dimenzijo. Ne. Pri nas tistega rasizma, o katerem govorimo v nekih drugih državah, kjer so imeli te velike skupnosti, ne, tudi sužnjev, pa tega seveda ni. Ker mi praktično nimamo temnopoltih ljudi, z izjemo Tavareša, ki je spoštovan pa to. Ampak govorimo o isti stvari, govorimo o nekem poniževanju nekih celih skupin ljudi, češ da so manj vredni. In to izraža nekdo z oblastne pozicije. Ona ni kdorkoli. Ona je predsednica odbora za pravosodje, pomembna poslanka in govori, da bo oblast ona skupaj z svojimi zlorabila za to, da obračuna s temi ljudmi. In v Sloveniji so to že naredili. Dajmo biti resni. Slovenija je imela prej totalitarno oblast, ki je prepovedovala in zatirala konkurenco in zapirala in pobijala ljudi druge. In to te iste. Ja, kaj pa je bil komunizem drugega kot pregon obrtnikov, kmetov, ne, tudi cerkve? Pa to isto retoriko nekdanjega režima, totalitarnega, nam danes prodaja. Zato sem opozoril, da je treba biti tu izjemno pazljiv. In da mi zdaj kar interpretiramo, da ona ni govorila o cerkvi, pa o kmetih, pa o obrtnikih, ampak o Janši in si to zmislimo, ker to ni res. Ona je govorila točno o teh in nič o Janši. To si se ne vemo, kaj je zdaj. Ne, jaz govorim, mi interpretiramo. Se je omenila vse te, ne? Jaz sem sam rekel, da jaz pod izrazom črnuhar mislim Janšo, pa da mislim, da to je lahko vse to, kar ti rečeš. Ni pa po moje rasizem, zato ker ona Janši ne očita, da je on druge rase. Vse ne more biti, če je ista rase kot ona. Ne? Ona pač razume, imamo črne pa rdeče. Ne? In ona pač vse te, to pa lahko to, kar ti praviš, se pravi, da ona za vse te, se pravi in za cerkev, in za zdravnike, in za kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, in za obrtno zbornico Slovenije, razume, da so to vse črnuhari. To se pa strinjam s tabo. Tako se lahko razume ta njen tweet. Imamo več vredno avangardo, ki ima pravice in imamo druge, ki nimajo pravice. To drži. Ki niso na oblasti in jim lahko vzamemo, z njih zlorabljamo. No. Ampak, če pa razumem, zdaj Peca pa je malo bolj, bom rekel, zaskrbljen glede te napovedi, ne? Da bodo odložili plašč. To smo oba, to se strinjava. Tudi jaz sem rekel, ne, da mi, ki smo že zdaj deležni tega, ki so že odvrgli ta plašč, koliko plaščev še imajo, ali bo zdaj odvrgli še spodno perilo, ne vem, pojma nimam. Ne? Zdaj ta drug odziv, ki mi je padel pač v oči, se teh odzivov je bilo pač na desetine, na tisoče, so bili pa ti tviti Matije Stepišnika, odgovornega urednika Večera, ki so bili povezani z našim kolegom, komentatorjem Sebastianom Jeretičem. Tisto mi je bilo pa zanimivo, da jaz nisem še videl zapise Matije Stepišnika, ki bi vsebovali toliko agresije, ne? Pa tudi tako nenavadne stavčne dikcije sicer verjetno mu nišče ni vdel v profil, ne? Ker tudi tega ni pač rekel, da sem mu vdel, ampak to, kar je, mislim, ta njegov odziv je bil pa res, bom rekel, podobno kot ta Lena Grgurevič, ne? Mislim, da ga je izbrisal, pozneje celo. A ga je izbrisal? Ker imel je več, ne? Videl, to pa ne vem, ja. Tistega najhujšega, kako se je zaznal, da sem tudi narobe videl, ampak če ga je izbrisal, je ravnal pametno. To je bilo ta reakcija je bila na ravni Lene Grgurevič. To je pa še posebej nerodno za nekega odgovornega urednika. Jaz mislim, da je že tisti komentar v resnici bil. Jaz Matija Stepišnika poznal, on je bil moj sodelavec, celo, mislim, da sem bil urednik nekaj časa, no.
Ni neumno. Meni je ta komentar ni zvenel zelo pametno. To je bilo na ravni slabega PR-ovca vlade. Tako očitna propaganda, da to vsi vidijo. To pa, tudi če si na neki strani, moraš pa vendarle kot urednik ne ravno se sam diskreditirati. Mislim, to povezujem s tem, da se mi zdi, zdaj, če vzamem pač tukaj, bom rekel Leno Grgurevič pa Matijo Stepišnika, da kot da bi bilo neka sistemska živčnost, da bi zavladala po teh reakcijah, zdaj po tem referendumu. Ja, vse to sem prej nakratko menil. Ni mi jasno, zakaj je tolikšna histerija, ker očitno to niti ni moglo biti dirigirano, ker Stepišnik je to v bistvu praktično že na dan referenduma objavil. Tako naprej. Potem so vsi očitno nekako povzeli to, zdaj vsi govorijo o nekih lažeh in ne vem čem, in da bo treba sneti rokavice in da tu zdaj nek strah pred nečem. Ne vem, jaz mislim, da z vidika medija je težava ta pač njegova objava, ker če si ti pač urednik medija, ne moreš si takih objav privoščiti. Tudi izgovor, da gre za njegovo osebno mnenje, po moje ne zdrži presoje, ker to hočeš nočeš pri bralcih zbudi potem dvome v tvojo profesionalnost tvojega dela. Poleg tega, kar je rekel Peter, pač niti ni izgledal inteligentno, niti raven jezika ni bila prava, ampak kar se mi zdi pomembno tu poudariti je to, da je ta Stepišnikov tweet ali pa tweeti X-i o Sebastjanu Jeretiču, pač tudi našemu kolegu, tudi komentatorju, je v tem, da je on v bistvu se odzval na nek splošnejši X Sebastjana o tem, kakšno je stanje medijev pri nas in se je očitno počutil osebno napadenega. Tudi Lena Grgurevič se je očitno počutila osebno napadena, pa zdaj vidimo, pač Tednik Mladina se očitno počuti osebno napaden, pa Jaša Jenull se počuti osebno napadenega. Zdaj, nenavadno je, da v bistvu toliko velik ali aktivnih članov aktualnega režima ali pa pristašov tega režima se zaradi tega referendumskega rezultata počuti prvič osebno napadene in drugič ima občutek, da je tu šlo za neko blazno navajanje, za neke laži, zato da so mediji dali preveč prostora pač nasprotnikom tega zakona in tako naprej. Niti toliko minimalne refleksije niso sposobni, da bi ugotovili, da so si sami krivi, da so stališče na posvetovalnem referendumu, kjer je bila prepričljiva večina za to, da se uredi pač inštitut evtanazije v Sloveniji, zdaj uspeli spremeniti v prepričljivo večino proti, ker so pač predlagali neumen zakon. In to se je v referendumski kampanji pokazalo, da ta zakon je pač absolutno neumen in tako kot je napisan, je tudi neizvedljiv. Ker tisti, ki bi ga naj izvajali, ki bi jih zakon silil v to, da bi ga izvajali, pač tega očitno niso želeli početi. In iz tega ven zdaj pa razbrati, da se to zdaj neka blazna tu neka koalicija kontra naredila, neka črnuharska od cerkve do kmetijske zbornice, še ne vem česa, sem kaže na to, da je prvič histerija visoka in drugič, da sposobnost refleksije pri njih pač eksponentno pada, ne pa se povečuje samo refleksije z trajanjem mandata. Jaz bi šel še del, jaz mislim, da se pravzaprav zavedajo, da so z tem uslužnim odnosom do oblasti v bistvu res so krivi, in da so dejansko pomagali pri medijih. Ja, in tudi teh novinarji, da so dejansko prispevali k temu flopu, katastrofi, ki se je zgodila, ker enostavno niso upozorili na te, na pravne norosti, ki so bile uzakonjene. Oni zdaj govorijo o neki laži. Ta zakon je zahteval od mrliških oglednikov, da morajo v poročilih lagati o vzroku smrti. Zdravniška zbornica je uradno upozorila, da ta zahteva, da morajo tam navesti kot razlog smrti neko bolezen, dolgotrajno, terminalno, da ta zahteva pomeni, ne pa pač zdravila strupa, ki ga dobijo, da ta zahteva pomeni, da bojo tam navedene kot razlog smrti bolezni, ki sploh niso smrtne. To mednarodna statistika, pa vsi, ki bojo pogledali, takoj vidijo, kako je lahko tu umrl človek od neke bolezni, ki je sicer huda, ki se je ne da ozdraviti, ampak ni pa smrtna, nihče od tega ne umre. In da to v zakonu ostane, prvič, da se more lagati, drugič, da se more neumnosti odpisati, pa da mediji ne opozorijo, tudi Stepišnik večer, Delo, RTV Slovenija. To je prava katastrofa za medije. Tudi oni se morajo vprašati, a sploh še upravljajo vlogo, tisto, s katero se skozi postavljajo, nekega varuha oblasti. Delajo v dobro javnosti. Danes je Mladina je šla z naslovnico Triumf laži. Ta zakon je bil triumf laži in je triumf laži padel. Ne mislijo te laži, res varuh oblasti. Oni mislijo, da je njihova vloga, da varuje to oblast, ki je zdaj na oblasti. In zdaj iščejo krivca, kdo je kriv, zdaj kdo je zafrknil in seveda nihče od njih ni kriv, ker oni so nezmotljivi, tako
tako kot oblast, ki jo nekritično podpirajo, in zdaj krivi so pač vsi drugi, ne, ker so lagali, ker so zavajali, ker so ne vem kva počeli. Ne. Tudi nekaj drugega niso ljudem povedali, ne. To je tudi nepošteno od medijev, da se je ta zakon sprejemal na način, ki je v resnici nestrokovni, nedopusten, že v osnovi. Ni ga vložila vlada, ker bi mogli proceduro izpeljati, ker so pravne službe, usklajevanje, pa kar neki poslanci, da bi se temu izognili. V prvem in tretjem branju so ga sprejemali na izredni seji parlamenta, izjemno hitro, v 2 mesecih je bilo vse sprejeto in povrhu vsega so ga v tretjem branju sprejeli med parlamentarnimi počitnicami, na izredni seji, ker so se skušali izogniti vetu državnega sveta. Potem se pa je veto zgodil in so med počitnicami sklicali še eno izredno sejo parlamenta, ne, da bi zmanjšali možnost referendumske procedure, ki se je pa zgodila in zdaj so zgubili še referendum. Vse to se je lahko zgodilo samo zaradi popolnoma nekritičnih medijev. To so zlorabe, nore zlorabe procedure, ki vodijo slabe zakone in potem se nam zgodi, kar se nam zgodi. In zdaj seveda bojo vpili, da so kriva je opozicija, ker laže, pa desničari, pa obrtniki, pa kmetje, ampak pa cerkev. Očitno je to nekako precej boleč ta referendum, ne? Vseeno, ne? Ja, zgleda tako, čeprav ni mi čisto jasno, no, zakaj, ker recimo predsednik vlade se ni dost tu angažiral, ne, se pravi ni šel, ni šel v prve vrste, se je pa Kučan, kot si videl, se je Milan Kučan, se pravi, to je recimo mogoče tudi dokaz več, da če bo slučajno Golob dobil naslednje volitve, bo lahko rekel, evo, ne, ko Milan Kučan se oglasi, mi izgubljamo, ne, ko se jaz oglasim, zmagujemo. Ne vem, zakaj je taka histerija, ker oni so recimo izgubili evropske volitve, najbolj prepričljivo v zgodovini praktično, in največja vladna stranka in koalicija, ne, pa niso imeli takih reakcij, ne, pa so izgubili že kak referendum tudi v tem času, pa niso imeli takih reakcij. Mogoče ta bližina volitev jih zdaj skrbi, pa mogoče so mislili, da je to pa res neka, bom tak, ne vem, če je najprimernejši izraz uporabil, trotl ziher varianta, to vprašanje eutanazije. Mogoče so res verjeli so, tem anketam, verjeli so Jani Božič Marovt, ki nas je še 3 dni pred referendumom prepričevala, da ima to pod 60% podporo v Sloveniji, ne? Potem pa 3 dni zatem na referendumu dobi čez 54% proti. Ne? Še ena dimenzija je bila, ne? Prepričani so bili tudi 100%, da princ ne more zmagati, ki je zbral podpise. Ne, če se spomnimo, pri referendumu v Vodah so tudi po rezultatu volitev vsi ti veliki mediji na veliko kazali Niko Kovač kot glavnega akterja. Po tem referendumu ni bilo princa nikjer. So pa imeli Goloba, ne? Zdaj nasproti Goloba niso postavili princa v velikih medijih nikjer, ker bi to bilo neprijetno za Goloba. Ravnali so, paste, namerno neprofesionalno, ker dejansko je on zbral podpise in je bil formalno glavni akter. Je bil pobudnik. Ne? Na drugi strani so imeli pa šefa vlade, ki v resnici tudi ni bil pobudnik, ker so to bili njegovi poslanci. Ne? Tu so se mediji spet so pogrnili, po mojem. Mislim, ta princ, bral sem kolumno od Marka Cankoviča, ki prav, da bo šel na referendum glasovati samo zato, ker je na drugi strani princ. Mislim, zanimiva je ta psihoza okoli tega princa. Ampak to, kar pravi Peter, mislim, to je res grozljivo, da recimo javni RTV zavod ni imel tam, sploh ta odziv pač Aleša Primca po tem referendumu, nisi ga tam sploh nikjer mogel slišati. So pa imeli te, ki so bili poraženi, da so razlagali, zakaj je bilo nefair, da so zgubili. To je res fascinantno. Zdaj se je zgodil, čeprav so poraženci vedno bolj zanimivi, to se strinjamo. Ta odziv, ki si ti rekel, je podoben kot takrat, ko je bil dolga leta nazaj referendum o pokojninski reformi Pahorjeve vlade in so rekli ljudje, da bojo glasovali proti, zato ker jim ni bil všeč glas Urške Čepin. Se pravi, očitno eno so volivci, volivci se lahko odločijo, kakor se pač odločijo na podlagi česarkoli se odločijo, imajo zmerom prav. Ampak da imaš pa ti zdaj oblast, da imaš ti tu vlado, pa vladno koalicijo, ki se v bistvu tle pa njeni podporniki se tu na nekih emocionalnih stanjih se odločajo, kaj je dobro za to državo, pa kaj ni dobro. To je tisto, kar je najbolj grozljivo, se meni zdi pri tej zgodbi. Zdaj situacija je pa taka, da zdaj Primc na nek način zmagovalec, umik iz aktivizma pa je napovedala Nika Kovač, Ti si jo prej omenil, očitno je ona, zdaj se mi zdi, da to ne rabi več. Hoče povedati, ampak nek razlog za to je, Jaz mislim, da razlog je lahko finančne narave,
To je prvi razlog, ki ga vidim, ker to da ona tam kar zdaj že koliko pol leta v Bruslu, pa mi to financiramo, ne, ker pač je treba, ker se bori za pravico, ki je v Sloveniji pač že imamo že iz Jugoslavije ven, ne, da malo poenostavim. Ima cela Evropa, pa ima cela Evropa, ja, se pravi, to je tako, če bi zdaj rekli, da se, ne vem, pravica do veroizpovedi Nika Kovač brani tam v Bruslu, to bi skoraj prej verjel, ker to lahko dobiš po glavi, če rečeš, da si veren, če rečeš, da si zasplav, nikjer ne dobiš po glavi, ne. Ali finančno, ali pa pač je ocenila, da stvari res grejo, kot bi rekli, včasih ni zbrdo, ne, in mogoče je ona bi zdaj prevetrila, da videla, kaj se zgodi, pa mogoče potem ona šla v politiko, ne, ker vidimo, da na tem... To ona zdaj pravi, da odhaja iz nevladnega sektorja. Tako, ja, ker vidimo, da na tem anti-Janša taboru vsakič izumijo nov način, da nekoga predstavijo kot nov obraz, ne, pa Šarc je bil nov obraz, pa Golob je bil nov obraz in ni dvakrat za reči, da ne bojo. Ne 2026, ampak kasneje. Gospe največji mediji tako frenetično že 10 let ves čas delajo noro reklamo, ne, da mislim, da je nespodobno, da se sploh ukvarjamo in še mi zdaj to počnemo. Ne. Poglej, počakajmo, da bo res kaj resnega. Ima vpliv na določen del javnega mnenja. Ne? Ja, ampak zaradi tega, ker ima tudi... Ampak, da te se vprašam, Peter. To privilegiran položaj v medijih, ki je meni ravno zaradi tega. Kaj ti misliš, da bi se zgodilo, recimo, kakva je tvoja ocena? Res me zanima, če bi se Nika Kovač bolj angažirala pri vprašanju tega referenduma, recimo, da bi ona stopila v ospredje, da bi vsa ta mašinerija, ki recimo je pri tem splavu, ki je brezvezna tema, ne, jo blazno podpira, če bi recimo ona se tu angažirala, misliš, da bi bil rezultat kaj drugačen? Vse pri čistki na RTV SN je porabila druga najvežnarja za svobodo, več kot cela opozicija skupaj na referendumu, ne. Bili so drugi časi, tam so uspeli dobiti večino. Lahko. In potem je bila pazi težava, ne, ker smo nenadoma ugotovili, da je ona seveda financirana iz tujine, kar je financirana iz tujine strogo prepovedano v kampanj, ona pa je vodila drago kampanjo in Računsko sodišče je javno povedalo javnosti, ne, da je ta goljufija dovoljena, kar zdaj vemo, ne. Vse te nevladne organizacije lahko iz Rusije ali pa odkoderkoli dobivajo denar za volilne kampanje na volitvah, ki so pred nami. To je res. Ne, to je huda zloraba. In največji mediji niso nič upozorili, da je kaj narobe z tem ravnanjem 8. marca pa Nike Kovač. Ne. To je presenetljivo. Vprašanje je tudi, kakšen mobilizacijski sposobnost še ima, ne? Ja, ampak če pristanemo na tezo, da je ona na nek način ne samo financirana, ampak tudi vodena iz tujine, ne, ker to pač neke Obamine fundacije in tako gor pa dol in sem pa tja, tudi ta evropska kampanja za splav, ne, to pač nekdo iz Slovenije, neka no name za Evropo, pač neka kukar civilna družbena aktivista. Ne, ampak hočem reči, če pristanemo na to, da jo financirajo iz tujine, je mogoče tudi vodena iz tujine, ne? In mogoče je pač kdo namignil, da to ni vprašanje, na katerem se splača lomiti o tem, da je pri nas prepovedano financiranje kampanj iz tujine razne evropskih volitev, ker lahko evropske stranke, ne? In da smo tu ugotovili, da so stranke si naredile svoje podstranke, ki pa to lahko. Zdaj pri Niki moramo vedeti, to ni problem, to, da je ona v nekih mednarodnih povezavah, vse to so vsi, tudi na desni. Njen zavod je ustanovil Simon Maljevac iz Levice. On je lastnik tega zavoda in je njo postavil za direktorico. Tole ni neka znanstvena institucija ali pa to, ko se predstavlja. Predstavlja se lažnivo. Oni niso inštitut, oni nimajo nobenega zaposlenega, nič, nobene baze, ne. To je v resnici strankarska štiftunga, no. In zdaj, ki se lahko financira nenadoma iz tujine in plačuje kampanje. Tudi v tej kampanji zdaj je malo sodelovala, ni pa dosti, ker mislim, da je domnevala, da ni treba. In zato ni možno, ampak pogovarjali smo se o tem, zakaj se ni vključila, ne? In zakaj se zdaj umika, ne? Zakaj se zdaj umika? To pa bomo videli s časoma, kaj se bo zgodilo. Mislim, da vsakič skuša pritegniti pozornost, to je taktika cele njene kampanje, je ta attention horn, ne? Tle imamo dva... Je možno, da še, recimo, zdaj 4 mesece pred volitvami, da grejo, recimo, ne vem, na Svobodi, Golobu. Ja, jaz mislim, da ona bo, zdaj, dve reakciji imamo, ne? Recimo imamo Niko Kovač, imamo Jaša Jenulla, ne? Jaša Jenull se je na nek način odpovedal tej oblasti, ne, je šel pač zraven s Kordišem v to Mi socialisti stranko, ne, in je tudi veliko bolj kritičen, saj na določenih točkah do te oblasti, kot Nika Kovač, ker Nika Kovač ni. Nika Kovač pa mogoče čaka na najboljšo ponudbo, možno je po moje, da se bo še vrnala, ne, recimo januarja, pa reka, zdaj sem pa nazaj, ne. Čak se ona jede v oblasti. Zdaj se spet borimo proti Janši, ne. Možno pa je pač, da je dvignila roke od te oblasti
jo sicer pač ne bo aktivno kritizirala, ne bo ji pa več pomagala. Ne. Čas bo pokazal, za katero od teh dveh opcij se je odločila. A zdaj je vstopila kot predsednica sveta Golobovega za boj proti sovražnemu govoru? To pa ni, je to odstopila? Ne, zato vprašam, ker zdaj tu se govori, kot da je ona neka nevladnica, pa da ni del oblasti. Ona je direktno del vlade. Njo je šef vlade imenoval za svojo glavno svetovalko na nekem področju, to je sprejela, z njim javno nastopala in zdaj mi pravimo, da je ona nevladnica, da se umikajo iz nevladnega sektorja. Ona je del oblasti. Ne, ona je to rekla. Ne, pa tudi kot nevladnica. Da se umikajo. Ona je kot nevladnica. Ja, vem. Mi komentiramo to, kar je ona rekla. Ja. Pa tudi kot nevladnica, gledajte, pri nas se beseda nevladniki zlorablja. Politične organizacije, štiftunge niso nevladne organizacije. No, to je tako, da bi rekli, da so paci, ki zbirajo denar za ameriške predsedniške kandidate, nevladne organizacije. A se hecamo? Pa 1. maj pri SD-ju, ki je nabiral denar za to, da so financirali tiste njihove stavbe, pa to, da je to nevladna organizacija. Niso nevladne organizacije. To je pa tudi fascinantno. Oba iz 1. maja, si videl, Ljušne, oba iz 1. maja in Škobane in Mrakova, bivša ministra, sta izstopila iz SD, izstopila iz stranke. Jaz sem tudi, sicer dosti pred njima, tako da ampak ti nisi imel ima to, ne morem zamoriti. Ne, ker takrat ga še nisem imel. Tudi, če bi ga imel, verjetno ne bi bil. Jaz bi to sam še rekel, da ne bo kdo narobe razumel. Jaz nimam nič proti temu, da se financira politične stranke. Mislim, da jih je treba financirati. Tudi da imajo svoje lahko te sklade, kot imajo v Nemčiji, ampak mora biti pa to pregledno, transparentno, kar pri nas zdaj ni, ne? To je problem. To je malo širša tema od tega, kar mi smo šli, komentirali smo izjavo Nike Kovač. Gregor Virant s tistim takratnim svojim zakonom dosti k temu pomagal. Ker to, da ni transparentno financiranje, je on dosegel, ker je pač ti lastnega denarja. Ti recimo kandidiraš za župana, ne vem, Ptuja in lastnega denarja ne moreš vložiti v svojo kampanjo, kar je pa sploh norost. Ali pa pokrit minusa, ki si ga naredil. Recimo, ja. Dobro, gremo naprej, še neki teme. Zdaj, to dogajanje pač zdaj na RTV, tam se je zgodilo zdaj v bistvu troje, izstopili so iz RTV je izstopila iz sistema Eurovizije, ampak to ni čisto, veš, malo zapuščajo EU, tako malo možgansko, se mi zdi, ker zdaj res več ne bi rabili izstopiti, zdaj ni taka situacija z Izraelom, da bi recimo mogli pa zdaj izstopiti. Druga stvar, tole, zdaj, ker se pač skušajo preobrniti Tarčo, kar je očitna zdaj zadnja faza konsolidacije medijev pred volitvami, in povsem tam vidim, da vlada zdaj sprejema novelo zakona, ki v bistvu, kaj je sploh še ne veljalo, parlament so poslali predlog. Novelo zakona o tem, kako bi dodatno financirala RTV, poleg tega pač obveznega prispevka. Zdaj, Ljuš, kako recimo ti vidiš te zgodbe, te stvari zdaj? Ne vem, pač jaz težko kaj pametnega rečem o tem, kako se obnašajo, kakšne odločitve sprejemajo. Zdaj, kar se Evrovizije tiče, jaz bi razumel, če bi se oni prizadevali, da pač Palestina lahko sodeluje, da ima svojega predstavnika. To bi mi bilo nekako skladno s tem, za kar se sicer zavzemajo. To, da zdaj pač izstopijo ven, to ne razumem tega čist. Prvič, ker ko so bile kritike, koliko to stane, pa zakaj mi tam sodelujemo, pa koga tja pošiljamo, so to branili do konca in to je bil, kot bi rekel, neka vrtnica v pušljicu, neka punčica njihovega očesa, je bila ta Evrovizija. Zdaj, ker naenkrat pač grejo ven. In to celo Miša Molk podpira, ki je včasih branila. Tisti, ki so naredili kariero na Evroviziji, zdaj, to je meni res fascinantno. Kar se zakona tiče, to je velik problem, zato ker zakon je ustavni presoji in ti ne moreš pač zakona, ki je ustavni presoji, je zdaj še nekaj Lahko, brez problemov lahko. Ustavno sodišče s tem nima težav, tudi zavrglo bo potem, ker je rekel, da ti zakon sploh več ne velja. Ok, to je to, ampak z političnega vidika pač se to meni zdi nehigienično. Tretja stvar sem še to, zdaj to obvodno financiranje RTV-a, vsakič, ko jim zmanjka za plače, pa mi zvemo, da je vlada preko Urada za narodnosti dala nekaj milijone tja, in pol čakam, saj jaz napeto, če bo zdaj Mostovi Hida, ko daja vsak dan na sporedu 4 ure, zaradi tega novega financiranja, pa se nič od tega ne zgodi. Očitno se jim ne da s temi obvodi več ukvarjati in bo zdaj kar zakonsko uredil, da se bo kukar denar za manjšine dajal, zato da bo pač to provladno trobilo, ki se mu zdaj reče RTV Slovenija, da bo pač imelo dosti denarja za plače teh ljudi. Tarča. Tarča, se pravi, nikogaršnji hlapci, med njimi tudi voditeljica Tarče, Erika Žnidaršič, ki so na cesti protestirali proti blaznim vplivom politike in tako naprej. Jaz pričakujem, da
se aktualni ustvarjalci oddaje Tarča, ki mi grede najbolj gledana oddaja informativnega programa, čeprav vem, TV Slovenija, pa to so šli popravljati, tiste, ki jih noben ne gleda, da bojo zdaj se ne zadovoljili s tem, da so dali neke popravke na poslovni načrt vodstva javnega zavoda, ampak da bodo oblekli nazaj tiste majice, ki gotovo jih še imajo nekje doma v omari, nikogaršnji hlapci, in se bojo spet postavili na pločnik in seveda tudi vsi drugi ustvarjalci pač informativnega programa na TV Slovenija. In bojo rekli, no pa saran. Jaz vem, da se to pač seveda ne bo zgodilo, ampak to kaže na to, da ne, oni niso nikogaršnji hlapci, ampak sam ne želijo, da bi kdo mislil, da so hlapci določenega politike ali pa določene oblasti. Medtem, ko je ta prava oblast, pa ponižno, kot pravi hlapci, sklonijo glavo, sicer jim ni všeč to, da jim hrbet, da imajo razbičen hrbet, ampak pač sklonijo glavo, ko hlapec. Je pa mali karme tukaj zave, Kako? Mali karme, Absolutno, to se jim vrača kot bumerang, ampak spet se nič niso iz tega naučili, tako kot se vladajoča politika iz referendumskega poraza očitno nič naučila, se tudi oni niso iz tega nič naučili. Vse tri stvari kažejo na direktno podrejenost RTV Slovenija vladnim strankam, izrecno. Zdaj, kar se tiče Izraela, to ni novo, to so že lani napovedali, da ne bojo sodelovali na Euroviziji, to skladu, ker pač v svetu RTV sedijo glavnim aktivisti, ki jih vlada si tam nastavlja in so tam tudi močno vpili čez Izrael državo, v skladu z tudi politiko vlade, ki je tudi skrajna zlo, je šla tako daleč, da so celo začeli ustavljati sodelovanje v evropskih projektih na ravni znanosti in univerz, zato ker je tam zraven Izrael, kar se meni zdi popolna norost, ker Izrael je, kar se tiče znanosti pa univerz, pač daleč pred našimi, In letos to zgodbo o tem samo ponavljajo. Zdaj so zopet napovedali, da to je sam še zdaj napoved, niso še odločili. V programsko poslovnem načrtu ni in direktorica je rekla, da je to zaradi Izraela, nerodno pa je, ker se povrh vsega to dogaja na Dunaju, ker so naše sosedje. In to bo imelo nek odmev, gotovo bo mogoče tudi ta dogodek vsakem primeru spremljati, ker sosednje države, Hrvaška, Avstrija bojo sodelovali, bojo tudi prenašali. Tisto, kar je meni nerodno, je to, da pa smo tu videli velik konflikt na ravni Evropske unije, ker potem najprej je bila Slovenija sama pri tem radikalnem stališču, za katerem jaz mislim, da je tudi antisemitizem dela strank v vladi. Potem se je še nekaj držav temu pridružilo, v glavnem bolj z leve, mislim, da je Španija, pa mislim, da tudi Irska, ki pa sicer ni leva. Te, ki so za priznanje. Potem se pa je oglasila velika država, Nemčija. In je rekla, da v primeru, če Izrael izločijo iz Eurovizije, Nemčije ne bo več v Euroviziji. In to pomeni, pogledajte, bodimo realni, to pomeni konec Eurovizije, takšne, kot jo danes poznamo. In to je tudi neko sporočilo, tu je Bojan lepo povedal, neko sporočilo tudi v Evropi, pa v naši politiki, da prihaja do nekih velikih razkorakov v Evropi, kjer bo, pazite, Evropa ostala. To so jaz prepričal, tale velike države okoli Nemčije, pa Poljska, pa Francija. Vprašanje je, kje bomo mi? Mi smo v to Evropo se poskusili vrniti in na nek način je to, še celo v Jugoslaviji, socialistični smo sodelovali v Euroviziji, smo bili del Evrope. Zdaj nas skušajo ven poriniti zaradi nekih precej radikalnih idej. Sej opozicija tu zastopa drugačno stališče, zato pravim, da televizija tu kaže, da ni javna, da ni od vseh. Opozicija je bolj previdna, vidi obe plati, izraelsko in palestinsko. Medtem ko vlada gre izrazito braniti tole čisto palestinsko stran, ker so kao ubogi, in je treba, in ne vidi problemov, ki jih povzroča. Zdaj malo spet širimo temu. Vem, razumem, ampak malo spet širimo. Vrnili nas bo nazaj pač v tisti svet, v katerem smo nekoč bili, to poskušali, ampak tistega sveta več ni, tako da jaz imam tu težavo, ne vem, če lahko gremo k Arafatu znova, ker ga ni. Ali pa v Jugoslavijo, tisto nekoč, ker Hrvaška je vmes in do Beograda se ne da. Tarča, Peter. Pri Tarči smo že nekaj časa videli kot prvič, ko so kritizirali GEN-I in jasno povedali, kako ta plačuje propagando na internetu in s tem kritizirali šefa vlade, je bilo jasno, da bojo posledice. Tudi, ko smo mi takrat objavili podatke, kako je prejemal v 4 letih za 1 milijon evrov preveč plače, pa financiral Vukovičev, pa to je bilo jasno, da bojo posledice in je te ljudi iz novinarstva počisto. To je pač metoda dela gospoda Goloba in tukaj jaz mislim, da zdaj enako malo imajo težavo, ker smo tik pred volitvami in jih zato ne morejo popolnoma, ker to bi pa tudi na sodišču padlo, pa to bi prevelik škandal bil.
Kaj? Ja, če bi jih čisto sporedirali, bi smo šli na dajo sodišče. Programski svet RTV ukine vdajo, oziroma svet RTV ukine vdajo. Ni tako preprosto, ker bi bil notranji upor, na koncu bi jih mogli na cesto vreči in to bi šlo na sodišče in to bi se lahko celo zelo hitro dogajalo. Ne? Ti ne moreš na tak način direktno politično vendarle posredovati proti vdaji, ki je vendarle najbolj... Vidim, da tukaj imajo željo predvsem preprečiti, da bi se tam politiki soočali. Ne? To je, ta spremenjen koncept pomeni to, da pač tam ne pride račun in se račun ne rabi, prepira za Mahničem oziroma za Hojsom, in obratno. To želijo preprečiti. Mislim, da se hočejo utišati. Mi smo to že videli. Potem, ko so bile te oddaje, nenadoma je bil koncert na mesto Tarče, ki je bila napovedana, ki je bila v programu in tudi ti ustvarjalci niso nič vedeli, da oni ne bojo na sporedu. Pa ta koncert bi lahko tudi na katerem drugem programu predvajali. Ker Tarča je bolj gledana od vseh drugih oddaj. Jaz se tu s tabo strinjam. Mislim, pač ukineš oddajo, bo mir, ne? Pa če daš drugo ime, daš drugega voditelja, kar so že tako probali, ne, z Igorjem Bergantom in pač rečeš na mest Tarča je pa zdaj Parča in je to naprej na sporedu. Ja, očitno imajo neki notranje ki so se ga zdaj lotili, da ja. tam noter razlagajo, to se mi zdi, da bo več konfliktov in jih tudi že sproža. Sicer ne s takimi hudimi posledicami, ampak vendarle, ne, tudi da ti not napišeš, da vzdaja zdaj ne bo senzacionalistična, pa ne vem kaj, pa to s tem dviguješ prah, ne. Če bi pač vdajo ukinili, bi rekli, lejte, pač programska odločitev, ne, karavana gre naprej in adijo, ne. Tako da se še nič ne odločeno, se še lahko, to se zdaj pogovarjajo, da je bo drugo leto, v času pred volitvami. Tako, mogoče pač, ali pa bi rekli, ne vem, bomo imeli soočene ob četrtkih, pa Tarče ne bo, ne, se pravi, veliko elegantnih načinov je. Zdaj ti to težko narediš, za letošnje leto je Tarča že programsko postavljenim načrtom, ima denar vse do konca leta. Zdaj govorimo o načrtih za prihodnje leto in tam so pa lahko posredovali in so bili pač pritiski, da je pa treba tele ustaviti, se zdaj jih tudi probajo, sem je težko, ne, to ni res, da je kar tako. Zdi se mi tako, da ni res, da je kar tako lahko ukiniti. Niso glih najbolj brihni in sposobni. Čeprav ne vem, poznamo recimo Igor Pirkovič, mi pride na misel, imel oddajo, so mu ukinili oddajo in nikome ništa. In nima oddaja zdaj že koliko časa. Ob revoluciji, ki so jo izvedli zakonom, ko so počistili vse živo. Zdaj so ti časi mimo. Ne more biti ves čas revolucionaren čas. Trenutno niso v celoti zamenjali vodstva. Zdaj, če poslušamo Leno Grgurevič, pa njene X-e, se pravi revolucionarni čas šele bliža. To, kar smo do zdaj doživeli, še ni bila revolucija. Mogoče. Ker pravijo, ne, zdaj treba sneti rokavice, prav Jaša je nul, ne, ona prav treba sneti plašče, tako da zdaj se bo še začela revolucija. Zgodilo se je to, da so takrat poslali Geriča, ki je bil odgovorni urednik uradno na čakanje in nismo priti službo, ko je bil uradno odgovorni urednik 2 programov, odgovoren po zakonu. Mislim, to se je res zgodilo. Skupaj z novinarji so ga poslali, nismo priti službo na čakanje. Počezen čas v bistvu so svojega šefa poslali na čakanje, kako, ne? Ne, uprava je šefa novinarjev poslala. Vseh drugega pa tretjega programa in ni mogel zakonske funkcije upravljati. Imajo očitno neko zagato tam, verjetno imajo tudi nek majhen razkol, nek spor in ne vejo, kako bi rešili ta problem te Tarče, po mojem. No. Zato pišejo te stvari noter v tiste. Zdaj, a imate videl občutek, da oddaja Tarča prispevala kaj recimo k aktualnemu referendumskemu izidu ali pa k rezultatom podpore Svobodi pa Golobu na javnomnenjskih raziskavah? Jaz sploh nimam tega občutka. Jaz, če bi se postavil zdaj v kožo vladajočih, mislim, ne, še partija je imela Pavliho, ne, se pravi, zakaj bi ti pač... Patofa, ja. Edini ventilček, ne, to še niti več, niti ventil, ne moreš temu reči, ne vem, če mu lahko rečeš ventil, edini mali ventilček, ki ga imaš v tem monolitu nekega severnokorejskega načina poročanja o svetli oblasti, pa o zunanjih, pa notranjih sovražnikih, ko spodjedajo to oblast, ti greš to zdaj v bistvu na nek način tle disciplinirati, ukinjati, predrugačiti, karkoli bomo živeli na koncu, kaj se bo z tega zgodilo. To res kaže na neko resno paranojo, ne? Ker če mene vprašata, ta Tarča ni, ne vem, če je koga prepričala, da zdaj ne podpira Goloba oddaja, mislim. Sej vmes je bila kakšna kritična do Goloba, ampak vse so druge stvari, so druge dnevne novice, ki jih ne morejo zamolčati, ki so veliko bolj škodljive lahko za Goloba, pa ti ga ne moreš ukiniti. Zakaj bi šel pol to v resnici ukinjati, ne? Še to je treba reči, Tarča je, če pogledamo bolj dolgoročno ves čas, ko gre za izbiro gostov s prikrivanjem povezav gost, pa tega bila vedno levosredinska oddaja. Edino kaj je, ne, bili so pa vendarle toliko korektni, da so preverili tiste stvari, v katerih so kot novinarji poročali in da ljudem niso lagali in prikrivali. In tu je bil problem.
To je tisto, kar jih v resnici moti. Ne? To je razlog za to, ta gnev pa jezo. Kolikrat je bil recimo Vladimir Prebilič v Tarči kot strokovnjak za obrambo ali pa kot evroposlanc, kolikrat pa zdaj kot predsednik nove stranke Prerod. Ne? Se pravi, itak ni bila to uravnotežena oddaja v smislu, ali pa celo, da bi bila prekomerno kritična ali pa nadpovprečno kritična. Potem, ko je poslal predsednik stranke Prerod, je izginul. Ga ni bilo več tam. Prej pa je bil tam aboniran. Prej je bil skozi tam v Tarči. Zdaj je nevaren, ker ne konkurira. Ne? Dobro, še 2-3 vprašanja imam. Zdaj, videl sem, da je policija vložila ovadbo zoper Dominiko Švarc-Pipan. Ko sem jaz videl ta naslov, sem šel brat, zdaj so jo pa zgrabili zaradi afere Litijska. Potem tam preberem, da je policija ovadila zaradi nekega obračunavanja razžalitev z nekaterimi uradniki v ministrstvu za pravosodje. A zdaj to je zdaj vse, kar smo dobili strani policije, pristojnih organov po aferi Litijska. Jaz se bojim, da Bojan. Tu sta dva absurda. Ne? Prvič je absurd ta, da doktorica znanosti, dolgoletna pravnica in nekdanja pravosodna ministrica, mednarodna pravnica tako slabo pozna pravo, da je očitno policija sumi žaljive obdolžitve 3 svojih podrejenih. To je prvi absurd, to bi se moglo vprašati, kdo je zgrešil, ali kadrovska selekcija v politiki, ali tisti, ki so jo učili prava, to ne bi se uposoditi, ampak nekdo očitno zgrešil. Drugi absurd je pa ta, da v največji aferi, ki je pač tle zahtevala, da se je vodstvo koalicijske stranke poslovilo, da so se ministri zamenjali in tako naprej, edino, kar smo do zdaj dobili kot neke vrste poskus epiloga, je to, da še zdaj ne vemo, a je tle šlo za smotr nakup te stavbe ali za neko klientelizem, korupcijo, zakaj je šlo, samo da je Dominika Švarc-Pipan grdo govorila o nekih ljudeh na ministrstvu. Mogoče, ker še nismo doživeli epiloga. Tako da očitno je to vse, kar bomo dobili. Vsem bi te še prosil, ne vem, če zdaj so gledalci čisto razumeli, kaj si hotel povedati s tem znanjem v pravu, kdo ga nima, policija, Dominika Švarc-Pipan. Pravosodna ministrica očitno, Mislim, ne vem, se bo Peter povedal svoje, kaj on misli, ampak če si ti doktor znanosti, če si ti dolgoletni pač mednarodni pravnik, pa če si pravosodni minister, kako lahko priješ v položaj, da te policija sumi žaljive obdolžitve svojih podrejenih? Mislim, pa se to je res, to je neverjetno, To je kot da rečeš, da si vegan, pa delaš v mesnici. Mislim, to ne gre skupaj. Skratka, to se mi zdi prvi absurd. Drugi absurd je pa ta, da je to zaenkrat edini poskus epiloga. Te največje afere izplen je to, da je pač ena grdo govorila o 3 drugih. Kot da je to se meni zdi najmanjši problem tu. Pa ne bi rad bil niti v njeni koži, niti v koži v njih 3, ampak to se mi zdi pri tem skupaj pa res še najmanjši problem. V obeh primerih gre za čisto jasen primer predstave za javnost, da se prikrije, kdo je res zavozil stvari. Namreč ni edin primer, ko se ista stvar dogaja. Drugi tak primer je ravno kar neka preiskava o tem, kako bi Janković neke nizke uradnike podkupoval, zato da je vlada dovolila, da naredi da je dobil vsa dovoljenja. Za kanalce nič. Tam smo priča istemu kot tukaj. Ker tu je isto. Pazite, tu je predsednik vlade skupaj s finančnim ministrom, pa cela vlada je odločala, nezakonito dodelil denar iz državnih rezerv in rezervacij nenadoma čez novo leto, ko so si na vrhu premislili, kar celo ministrica ni pričakovala, pa na nobenem ministrstvu, in so kupili nekaj popolnoma bebavega. Ampak to je celo Računsko sodišče zapisalo, uradno upozorilo, vsi vemo, in zdaj se preganja, ker neki uslužbenci grdo govorijo o ministrici, kaj so tam spodaj imeli, tisti, ki so pa zares odločali, so pa zavarovani. In to je bil razlog nekoč, zakaj je Golob izvedel čistke v policiji, pa na notranjem ministrstvu, pa nastavil svoje šefe. In tudi v medijih. Zato, da lahko na tak način vedno sprevrne. Če je policija vložila ovadbo, se je policija mogla vsem s tem malo ukvarjati, Nek postopek so mogli speljati. Jaz verjamem, da to je v bistvu absurd. Da bi se ukvarjali s preiskovanjem afere Litijska, ker so tile zaposleni sprožili postopke in so mogli nadaljevati postopek. In mislim, da so dobili tudi zeleno luč, po mojem, ker je ta postopek super za vlado v resnici pred volitvami, ker obveljajo za krive, kvečemu ministrica pa tile zaposleni, nikakor pa tisti, ki so zares zlorabili položaj, nezakonito odločali, to pa sta finančni minister in premier. Ona dva sta namreč edina, ki sta lahko denar iz finančnih rezervacij mimo zakona s posebnim sklepom vlade čez novo leto dodelila nenadoma, zato ta nor posel. Represivni aparat v Sloveniji je dober za preiskovanje milejših kaznivih dejanj, očitno za kurje tatove niti ne več, ker kot stranska posledica Šutarjevega zakona je to, da kurje tatvine niso več kaznivo dejanje, ampak zgolj še prekršek. Tako da zgleda, da se ta meja tolerance se pač niža.
Očitno, niža se, ampak na nek način je pa zdaj te žalitve in tako dalje, očitno se zdaj policija, sam imaš tvoj primer, s tem se zdaj masovno ukvarja policija. To je največji problem v Sloveniji, je govorjena beseda. To je pač, odkar imamo svobodo, je največji problem govorjena beseda, ker nihče, tudi recimo, tudi bivša ministrica za pravosodje, članica koalicijske stranke in tako naprej, ki se je nekaj časa celo govorilo, da bo pristopila v svobodo, ki jo je na nek način napol predsednik vlade tudi zaščitil, se pravi, ni odstopila že na poti na sejo, tako kot sta dva ministra odstopila na poti v Novo mesto, jo je še branil, dokler so ga pač postavili pred dejstvo, koalicijski SD, tudi ona ni več imuna pred tem, da če nekaj reče, da pol ne faše nekega kazenskega postopka. Jaz sem se najbolj smejal v tem dogajanju, ko sem še to tisto podrobno zvedel. Lete, ta posel je bilo težko izpeljati takrat čez noč, če tudi sta finančni minister pa premier se odločili, da to naredita. Rabili so pomoč nekoga na hitro, Zorana Jankovića. Brez njegovega soglasja te nepremičnine ni bilo mogoče prodati. In čez noč, neverjetno hitro, v enem dnevu je on tako rekoč izdal sklep, da se odpoveduje predkupni pravici. Glejte, in zdaj so pa krivi neki nižji uslužbenci, pa neka odstopla ministrica, ki je šla celo v SD. V bistvu je ona to trdila, in oni so je zdaj, če jaz prav razumem, oni očitajo, da to ni res, da jih je žaljivo obdolžila in zdaj v bistvu vsaj policija jim je pritrdila. Se pravi, vsaj v tem delu pa bi lahko rekli, da imamo en delček epiloga. Se pravi, to, kar je trdila Dominika Švarc-Pipan, da so jo zavedli uradniki, da so to delali mimo njene vednosti, to očitno ne drži, če policija misli, da so to žaljive obdolžitve. Jaz si to tako razlagam. To je bil spin cele vlade. Tudi Golob, pa finančni minister so govorili, da so to neki uslužbenci naredili in to celo uslužbenci, ki bi jih naj namontirala SDS. Janša, To je dober point, zdaj, ki je povedal Aljuš. Aljuš, še to, zdaj, ko smo že po teh ministrih odstopljenih, ki pa je dva sta odstopila po poti do Goloba. Zdaj, Poklukar je odstopil in je napovedal, da ostaja v politiki. Kaj to zdaj pomeni? Jaz sem bil vesel. Ima to neko logiko? Jaz sem bil vesel, ko je odstopil, ker se mi je zdelo, da težko bi dobili slabšega ministra za notranje zadeve, ali pa saj težko kakega, ko bi bil bolj pod vplivom ljudi, ki niso na ministrstvu za notranje zadeve, kot je bil Poklukar. Zdaj to pa, da ostaja v politiki, pa ne vem, za koga je dobro. Zdaj, mogoče je to dobro za njegovo politično konkurenco, ampak sej, že ko je odstopil, v bistvu nas je mogel skoraj vsak dan spomniti na to, da je odstopil, ker je kar naprej še delal in se obnašal, kot da ni odstopal. Zdaj pri njegovi kolegici, ki je tudi odstopila, ministrici Katičevi, nismo dobili tega vtisa. Ti si celo poročal o tem, kako si intenzivno išče novo službo. Poklukar je očitno odstopil, ampak ostaja v politiki, kar pomeni, da očitno on razume in tudi v njegovi stranki, da ta odstop je bil pač neko nujno dejanje, da on tu nima nobene odgovornosti, nobene krivde, nima nič s tem, pač je bil neka kolateralna žrtev in bo zdaj mogoče eden izmed frontmenov, ne vem, Svobode na naslednjih volitvah, ali pa v ožjem izboru, za spet, mogoče celo za ministra za notranje zadeve ponovno, zakaj pa ne? Pred nami so volitve, volivci bojo odločili, ali bo on še v politiki ali ne. To je prav, da imajo to pravico. Mi nobenemu ne more prepovedati tega nastopanja in stvar odločitve, svobode je. Razumem, ampak se vsem za malo skicen se sliši, ne? Odstopiš pa ostajaš. To je pri nas dokaj značilno. Že odstop je bil po svoje čudež, ne? Ne vem, če vemo, kaj je bil prej predno šel v politiko, tako da kam bi se zdaj vrnil? Slovenske vojski. No. Tam je bil v stiki z javnostmi, je bil zaposlen, v Slovenski vojski. Niti ne vem. Mislim, da je bil tam zaposlen. Na X-u, pa v socialnih obrežjih pišejo, da je bil kuhar, ne? Boljše je potem mogoče, da ostaja v politiki, ker to je pa en izmed dveh poklicov, kjer ne smeš biti član, čeprav vem. Odstopi pa vračanja niso čist nič neobičajnega. Šarec je odstopil, pa je še danes politik. Cel kup odstopov smo videli, to ne pomeni praktično. Nič od Cerar je konec koncev odstopil, zato da bi dobil volitve, pa jih je potem izgubil. To ni bilo preveč prijetno. Dobro, še dve stvari. Gospodarski temi, pa recimo temu, gospodarski temi, zdaj ta spopad za Ljubljansko borzo, ne? Ljubljanska borza je že Hrvaška že vrsto let, ampak tako se mi zdi, v javnosti malo nastaja nek vtis, da zdaj Golobova vlada, ki ne pusti, da bi Ljubljansko borzo prevzela hrvaška agencija FINA, ustvarja nek vtis, da v bistvu branimo neko slovenski teritorij, čeprav ga več ni, ne?
To je spet kot ti praviš, to je fake, se to je čisto zlagano, tako si rekel. Sej Hrvati že imajo. Mislim, če koga moti, da bi Ljubljanska borza postala Hrvaška, ga moramo razočarati, je že vrsto let prepozno. Ljubljanska borza je že 10 let, od leta 2015 in do sedaj, se pravi, do nastopa Svobode, do nastopa Roberta Goloba, nihče v Sloveniji ni tega problematiziral. Nihče. Niti levica, desnica, ko bi rekla Lena Grgurevič, niti črnuhari, niti rdečuhi, noben ni problematiziral tega, da je Ljubljanska borza v lasti zagrebške borze. Ne? Zdaj pa, ko bi pa hrvaška vlada rada prevzela kontrolo nad zagrebško borzo, pa Slovenija tega ne dovoli, zato ker je zagrebška borza lastnica Ljubljanske borze. Ne? In to spet, tu pa ima Peter prav, z nekim tu zdaj v bistvu slabo sosedskimi odnosi, z nekim šovinizmom proti Hrvatom, češ ne bomo pustili, da Hrvati imajo. Ne? Se pravi to, da ima recimo, nek tajkun iz Republike Srpske javno razsvetljavo Ljubljana in tako naprej, to nas ne moti, da bi pa Hrvati imeli Ljubljansko borzo, tle bomo pa pač črto potegnili. Ne? In to kaže na to, da ki jo imajo že, ja. To kaže na to, po moje, da ta oblast res razume tu zdaj, da politične sovražnike tudi kot nacionalne sovražnike. Ne? Se pravi, naši sovražniki so Madžarska, zato ker jo vodi pač Orban, Srbija smo prijatelji, zato ker jo vodi Vučić. Ne? Hrvaška, ki jo vodi Plenković, smo sovražniki in zdaj ne bomo pustili Hrvatom, da. To neko nevarno spiralo gre to, ne? Ker se pravi, mi smo že imeli v času Marjana Šarca, ki je tudi nas hotel z ne vem s katerimi vse sosednjimi državami skregati, ker je ocenil, da mu bo to notranje politično koristilo. Ne? Jaz ne bi rad, da mi zdaj gremo spet po isti poti. Ne? Ampak je pa dva taka podfenomena sta tukaj zanimiva. Ne? Zdaj, oni so pač na vsej vlade, se Boštjančič je bil med proti, so to hrvaško fino, so okarakterizirali kot nekredibilno ustanovo, oziroma institucijo. To je redek pojav, tako da pač nekomu učitaš, da je nekredibilen. To je ena stvar. In hkrati so neodvisnemu regulatorju, slovenskemu ATVP-ju, preprosto naročili, kako mora odločiti. Ne? Ja, nenavadno je tudi, recimo, da predsednica republike tam tujim visokim državnikom v prvi vrsti razlaga, da so idioti, ker pač se niso pridružili nekim njenim pobudam. Ne? To je pač, to se moramo navaditi. Mi v Sloveniji imamo res občutek, da smo prvič blazno pomembni v svetovnem merilu, kar absolutno nismo, in drugo, ta slovenska politika ne samo do svojih notranjih namišljenih ali pa dejanskih političnih nasprotnikov, ampak tudi do tujih, pač bi rekel, visokih političnih predstavnikov ima nek tak pokroviteljski pa zaničevalni odnos v smislu, kaj vi delate, vi pojma nimate, bomo vam mi že povedali, na kak način se te stvari delajo. Ampak to izhaja po moje iz maksime Roberta Goloba. Cel svet nam zavida, na področju stanovanjske gradnje se nam vsi čudijo, na področju superračunalnikov se nam vsi čudijo, vodo bomo nadzirali in tako naprej. Skratka, to je pač njegova predstava in vsi ostali so se nalezli, mi smo najboljši na svetu in vsi drugi nam gledajo v Hrvatsko. Zdaj očitno Hrvati bodo šli tukaj naprej, tu zna priti kakšen sodni spor. Zdaj, kar se tiče pa teh sodnih sporov s Hrvati, imamo pa bolj slabe izkušnje. Še noč nismo zmagali. Vse smo zgubili. Zmagali smo arbitražo, ampak je nismo speljali, pač ker so se Hrvati tako odločili. Na nek način smo vse zgubili. In tudi tukaj bo očitno šlo v to smer. Jaz bi še malo razširil. Mislim, da je to dogaja res huda manipulacija. Mi smo priča pač bili neki politiki, ki je večina ljudi spregledala. Zaradi Alenke Bratušek in njenega načina reševanja poloma države smo razprodali velikansko večino podjetij in bank tujcem. Velik del na Balkan. Vse ni šlo samo za borzo, šlo je tudi za Mercator, pa drogo, pa vse živo. Tudi celo hotele deloma naše, ne vse, nekaj še državnih. In zdaj se ti isti, ki so to naredili, pa tudi banke so zelo poceni razprodali, deloma nekim skladom tujim, za katerim niti ne vemo, kdo so. Zdaj se nam pred volitvo nenadoma pojavijo kot veliki varuhi slovenske države, ker preprečujejo, da bi na Hrvaškem, kjer je njihova borza 100% lastnica naše borze že 10 let, nekdo drug prevzel to isto borzo in s tem našo borzo. Pa zapravo prepričujejo nek hrvaški posel, češ, da to ni skladu z našimi interesi. In to z očitnim ciljem predvolilnim, da bi se zdaj prikazali kot nek branik
slovenskega gospodarstva, ki so ga pa razprodali. Ja, čemu pa služi borza, če na njej ni podjetij? Če si profesor, ta razprodal nekomu. Profesor Juhan pravi, da bo zanesljivo, bodo Hrvati šli v neke upravne spore okoli tega. Ne? Ja, pa se to je meni logično. Jaz sploh si ne predstavljam, kako bi lahko Slovenija blokirala postopek v Hrvaški upravljanja ali pa nadzora nad Zagrebško borzo, zato ker je Zagrebška borza lastnica Ljubljanske borze. To je noro. Idejo smo videli. Ideja je ta, da tako kot pri teh obrambnih poslih bo zdaj SDH, ki so nastavili svoje kadre, na hitro od Hrvatov to odkupo, ne? Zato, da se nekaj naredijo. Jaz mislim, da je to pravi motiv. Vemo, kako se ti morajo Hrvati predati, če hočeš ti kupiti. Ja, sej, ampak obenem pa gledamo brezštevilne fotografije, kakšna velika prijatelja sta Robert Golob in Andrej Plenković, ki skupaj se vosta z istim avionom v Bruselj in tako naprej. Potem pa, ko je treba pa konkretne poteze, ko ne gre za nek PR štos, za neke fotke iz Instagrama, pa TikToka, ne, pa čisto drugače. Pa tudi vrnilno bodo Hrvati to, veš. Prav problem pa je to, da pa imamo kot država resen, velik problem, ker bi pa to dejansko mogli narediti, pa niso s prstom migli. Ne imamo že vsi, ki je vlasti ruskega poslovneža in ta bi lahko proizvajal orožje, ki bi pomagal Ukrajini, ni vlada naredila niti s prstom, ni miglila. Tu pa res gre za nacionalne interese. Tu pa gre za to, kar zdaj pri borzi ne gre. Ne? Tam pa jih ni. To mene malo skrbi, tale nenavadna politika. Ne? Zdaj, ker smo že pri SDH-ju, zadnja stvar, da to še to predebatiramo, Žigi Debeljaku, predsednik uprave SDH-ja, so 1 leto dni pred koncem mandata in to pa 4 mesece pred volitvam podaljšali mandat za novih 4 let. Zdaj, jaz ne vem, kaj ima on v pogodbi, lahko da ima tako napisano, sam nadzorniki, po mojem, niso glih pa sebi, če so mu ponudili takrat takšno pogodbo, ampak ni to, bomo rekel, nekako šokantno. Ne? Je, ker v bistvu tudi nobenega razloga za to niso navedli. Ne? Se pravi, če ima on še 1 leto mandata, zakaj mu hočeš že zdaj pač podaljšati za 4 leta? Zdaj, če bi to šlo za nogomet, bi pač očitno jaz razumel, da se on je hotel iti strani, zdaj se ga hotel zadržati. Ja, ampak vemo, da tu ne gre za nogomet in da Žiga Debeljak, če bi hotel iti strani, bi lahko jutri šel. Ne? Očitno to ni motiv, ne? Ampak sporočilo dajo tudi s temi menjavami na čelu pač slovenske vojske napovedanimi pa to. Ne? Sicer tukaj je motiv odpravnina. Ja, ampak ista logika je zad po moje. Ne? Se pravi, mi bomo svoje ljudi zaščitili, ne? Kjer se da in bomo omogočili, da bojo ostali še po volitvah, če pa ne ostali, pa da saj bojo nekaj zaslužili s tem, če bojo morali iti, oziroma da bomo spet lahko rekli, kako Janševiki zdaj vse čistijo, kako vse menjavajo, čeprav imajo še 4-letne mandate pred sabo in ne vem, kaj še vse. Sejdi mandata. Tu jih je ujela v resnici tale napaka, ki so jo naredili s političnimi čistkami. Oni so takoj po prevzemu oblasti izvedli čistko na SDH-ju, zato da so dobili Telekom, Gen-I, pa Gen, pa vse ostale. So tebe zamenjali, ne? Ja, tudi to, ampak to se jaz nepomembno. Ne? Ampak posledica te čistke je, da se dejansko tem ljudem zdaj mandati iztečejo takoj po volitvah in da lahko nova vlada jih gladko zamenja, ker je konc mandatov. In zdaj so šli za goljufat, in oni so pa zdaj že 1 leto prej kar podaljšali mandate, da bi to možnost odzeli prihodnji vladi. To je popolnoma jasna zloraba oblasti. Zato, da bi si zagotovili... To po mojem je težko dokazovati, to je bistvo politična ocena. To sploh ni težko dokazovati, to je na kilometer zelo nevidno, da skušajo si zagotoviti vpliv nad državnimi podjetji, ki so si ga s čistko zagotovili na ta način, da so te svoje ljudi nastavili še začasno prihodne vlade, ne da bi za to bil kakršenkoli razlog. Če mi zdaj malo hipotetično razmišljamo, recimo, da bo prihodnji predsednik vlade Janez Janša, jaz mislim, da ne glede na višino odpravnine ne bo imel težav s tem, da zamenja. Bo pa državo zelo dosti stalo, ker počiti Debeljako treba to plačati. To bo, ampak v primerjavi s tem, koliko stane državo 4 leta vladanja Roberta Goloba in Gibanja Svobode, bo to še smerom zanemarljiv strošek. To bo dodatni strošek te vlade. Dodatni bo pa zanemarljiv. Pa zapleti naprej, ker ne gre za SDH, gre za vse navzdol. Gre za gen energijo. Gre za gen energijo, kjer je ravno kar nastavil teto od svoje soproge za direktorco, ki lahko tam takoj odleti. Ker večina teh poslancev Svobode računa, da se bo nazaj zaposlila na pomembnih, dobro plačanih funkcijah in drugih politikov.
Če izgubijo volitve in izgubijo SDH, ni nujno, da se bojo. Samo tem poslancom, ki so prišli, recimo množično, ki so prišli iz GNI-ja v parlament, a tem miruje tam delovno mesto, kako? Ja, ampak če ti miruje delovno mesto, ni nujno, da nazaj dobiš tako ugodno delovno mesto in res te najvišje plače pa bonitete. Jaz jim želim lahko te tudi hitro na cesto potem postavijo. Jaz jim želim srečo, pri tem držim pesti, da jim rata se nazaj zaposliti, ker to pomeni, da ne bo več v politiki. In politiki pa ne bojo več, če ne bojo več na oblasti. Mislim, da so sposobni, je treba v vsakem primeru tudi najti delo, ker država potrebuje vse najboljše. Ja, sej, tam so sigurno boljši, kot so tu. Vse to je moja pač laična ocena. Dobro, Peter pa Aljuš, najlepša hvala za vajne komentarje. Fajn, da sta prišla. Mi pa se znova vidimo prihodnji torek v novi uri resnice. Do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.